Slovesnosti so se udeležili najvišji predstavniki slovenske policije, vojske ter politike, navzoči pa so bili tudi člani prve slovenske vlade. Proslava ni bila državna, a državniških ambicij ni skrivala. No, jaz si želim najmanj, kar je konkurirati tem proslavam, pa ne, da bi vnaprej koga obsojal, ampak imam pa slabo izkušnjo na račun preteklih let. In tudi tukaj je nekaj motiva za to, da sem se lotil majčkeno na videz skoraj nemogoče organizacije. Uvodoma so položili venec k obeležju manevrske strukture, upornikom z razlogom, ilegalni predhodnici slovenske vojske, ki je nastajala v strogi tajnosti. To je bil začetek zavarovanja in obrambe slovenske osamosvojitve. Ni pa to seveda edini mejnik, ki ga praznujemo ob dnevu slovenske vojske. Mejnik je tudi prvo mirnodobno usposabljanje slovenskih vojakov v maju leta 1991 in tudi prvo merjenje moči za takratno okupatorsko jugoslovansko armado. Sporočilo slovesnosti je bilo jasno. Proslava je obeležila dan, ki predstavlja enega od temeljev slovenske samostojnosti. Od takrat naprej, od tega 16. maja 1990 se je pričelo nova doba slovenske države. Začelo se je delo za osamosvojitev, ki smo jo po dobrem letu dejansko dočakali, dodaja Oman.